Besedo ima poslanska skupina Združena levica, zanjo Luka Mesec. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani zbor, hvala za besedo. Uvodoma bi povedal, da Zvezna republika Nemčija nikoli po letu 1969 ni imela izravnanega proračuna. To pomeni, da je zadnjih 45 let imela javnofinančni primanjkljaj. Že samo ta podatek pove, kako neživljenjska ideja je fiskalno pravilo. Uporaba tako grobe administrativne metode bi povzročila nepopravljivo ekonomsko in socialno škodo tukajšnjemu gospodarstvu. Ampak o tem malo kasneje. Najprej se je treba spomniti, kdo, kako in zakaj je vpisal fiskalno pravilo v ustavo. 2. marca 2012 so voditelji 25 držav članic Evropske unije podpisali pogodbo o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski politiki in monetarni uniji. Ta pogodba nima statusa obvezujoče direktive, ampak gre za prostovoljno multilateralno pogodbo. Velika Britanija in Češka republika je recimo nista podpisali in to možnost je imela tudi Slovenija. Ampak namesto, da bi takratna SDS-ova vlada in koalicija v dobro države in državljanov to možnost izkoristila, sta pogodbo ratificirali v rekordnem času, že 19. aprila 2012. Dalje, 24. maja 2013 je Državni zbor z dvotretjinsko večino sprejel ustavni zakon o spremembi 148. člena ustave. To je storil kljub temu, da pogodba vpisa fiskalnega pravila v ustavo ne zahteva, ampak le priporoča. In kljub temu, da mednarodne pogodbe v našem pravnem redu se tako ali tako uporabljajo neposredno. Torej je bil naš politični razred spet bolj papeški od papeža in je svojo državo spravil v še slabši položaj, kot so mu to nalagale mednarodne obveznosti. 24. maja 2013 je Državni zbor poleg tega z dvotretjinsko večino sprejel še prepoved referendumskega odločanja o zakonih, ki urejajo na primer davke in ratifikacije mednarodnih pogodb, kakršna je tudi pogodba o fiskalnem pravilu. S tem je državljanom dokončno odvzel pravico do odločanja o ključnih političnih vprašanjih in si po eni strani utrdil svoj položaj do centrov moči in kapitala v Bruslju in Zahodnji Evropi, po drugi strani pa povečal svojo neodvisnost od državljanov. Kadar se državljani in politični razred o nečem radikalno ne strinjajo, državljani od tega dne naprej nimajo več možnosti, da bi uveljavili svojo voljo. Dalje, zakaj je fiskalno pravilo škodljivo? Vsiljevanje fiskalnega pravila je prežitek neoliberalizma v času, ko se ta umika iz mednarodnih finančnih organizacij, ki so ga do zdaj same predpisovale in celo iz same Evropske komisije. Kdo lahko po tragediji v Grčiji, po gospodarskem zlomu južnoevropskih držav, po krizi v Sloveniji in na Hrvaškem sploh še zagovarja politiko stroge finančne konsolidacije? Kdo, razen 3 ali 5% najpremožnejših Evropejcev in kolaborantskih političnih razredov banana državic, kakršna smo postali, lahko stopi pred svoje državljane in jim vsiljuje take nečloveške ukrepe? Če se vrnem malo nazaj. Ko je udarila svetovna gospodarska kriza, so se kapitalske in politične elite odmaknile od neoliberalne usmeritve, ki jo je povzročila. Na začetku, po letih 2009 in 2010, so oblasti v Združenih državah Amerike in v Evropski uniji ravnale podobno. Države so z milijardami proračunskih sredstev reševale bančne sisteme, centralne banke pa so spustile obrestne mere. Rezultate poznamo. Brezposelnost se je v teh letih, torej 2009 in 2010, začela zniževati, gospodarska rast je bila v večini držav pozitivna. Od leta 2011 naprej pa se je gospodarska gibanja v ZDA in Združenih državah Amerike, še posebno to velja za evrsko območje, razlikujejo kot noč in dan. To je posledica tega, da so v Evropski uniji po začetnem šoku prevladali liberalni krogi, ki so vsilili politiko strogega varčevanja in celotno Evropsko unijo povlekli v drugo recesijo. Socialna katastrofa, ki jo je trojka povzročila od Latvije, Portugalske, Španije, Grčije, je samo vrh ledene gore. Če primerjamo razmere v evrskem območju z razmerami v recimo Združenih državah Amerike, ugotovimo naslednje. Samo v letih 2011 in 2012 je bilo v evrskem območju izgubljenih 722 milijard potencialnega bruto domačega proizvoda. V Združenih državah Amerike v tem trenutku
BDP že presega za 8% tistega izpred krize. Evrsko območje pa je po 7 letih še vedno na 99% tistega izpred krize. Stopnja brezposelnosti je tako v ZDA kot v Evropi, preden je Evropa začela z radikalno varčevalno politiko, znašala 10%, ampak v ZDA je v zadnjih 4 letih padla pod 6%, v evrskem območju pa se je dvignila na 11,5%. V Španiji in Grčiji so stvari tako radikalne, da lahko govorimo o izrednih razmerah. V baltskih državah in jugovzhodni Evropi je prišlo do eksodusa mladih, ponekod se je v času krize izselilo kar 10% aktivnega prebivalstva. Danes imamo v evrskem območju 2 milijona manj delovnih mest kot pred začetkom krize. 1/4 prebivalcev evrskega območja ogrožata revščina in socialna izključenost, lani je bilo takih celo 5 milijonov več kot pred krizo. In to se dogaja v eni izmed statistično najbogatejših regij na svetu. To, spoštovane kolegice in kolegi, so posledice neoliberalne fiskalne konsolidacije, še preden je fiskalno pravilo sploh začelo veljati. Če grem dalje, kdo je pri nas predlagatelj fiskalnega pravila? Ironija usode, ali pa tudi ne, je, da fiskalno pravilo predlaga prav stranka, ki je vodila najbolj prociklično ekonomsko politiko v zgodovini Slovenije, zanjo pa navija stranka, ki je imela v tisti nesrečni vladi finančnega ministra. To je vlada, ki je skupaj z Banko Slovenije odgovorna za neslavne rekorde v obdobju našega kazino kapitalizma med leti 2005 in 2008. Če omenim samo nekatere rezultate. Avgusta 2005 je bila Slovenija kot celota še neto upnica do tujine. Avgusta 2008 je njen zunanji dolg presegel 10 milijard evrov. Španija, ki velja za učbeniški primer napihovanja nepremičninskega balona, se lahko skrije pred nami. Med letoma 2005 in 2008 so se cene nepremičnin v Španiji povečale za 28%, v Sloveniji za 46%. Hkrati s tem se je napihoval borzni balon. Leta 2004 je bila vrednost indeksa SBI pod 5000, leta 2008 je presegla 12 000 točk. Tudi zasebni sektor se je nenormalno pregreval. Slovenija je imela 2005 samo 1,7% primanjkljaj na tekočem računu plačilne bilance, leta 2008 že 5,4%. Inflacija je dosegla 5,5%. Res je, da je bilo v Sloveniji samo 67 tisoč registriranih brezposelnih v tem obdobju, ampak skoraj 30 000 delovnih mest, ki jih je ustvaril kazino kapitalizem, so bila najtežje in najslabše plačana delovna mesta v gradbeništvu. Ko je profesor Prašnikar, ki ga tako radi omenjate tukaj zaradi študije o političnem kadrovanju v državnih podjetjih, analiziral zadolževanje in vlaganja vseh naših podjetij z več kot 250 zaposlenimi, je ugotovil naslednji dve stvari. Prvič, v vseh državah je bilo ekscesno zadolževanje in investiranje omejeno na majhen segment podjetij, pri nas pa je med leti 2005 in 2008 zajelo vsa podjetja, ki imajo nad 250 zaposlenih. In drugič, investicije primerljivih tujih podjetjih so se v najbolj pregretem letu povečale za 10%, pri povprečnem slovenskem podjetju pa so presegle kar 50% bilančne vsote. Prašnikar je s svojimi sodelavci prišel do sklepa, da je bila ključna napaka makroekonomske politike v letih 2007 in 2008 odsotnost kakršnihkoli makroekonomskih zavor. In 6 let po tej katastrofi bi nas radi ti ljudje, ki so vodili to narodno gospodarsko katastrofo, učili o vodenju proticiklične fiskalne politike. Tako kot zdaj ti ljudje, ki pridigajo v slabem upravljanju državne lastnine in tajkunskih prevzemih, so v preteklosti sami nadzorovali državne banke, ki so kreditirale tajkunske prevzeme. Preko Kada in Soda so se prodajala državna podjetja različnim finančnim holdingom in tajkunom. Res je, kriza v Sloveniji je svetovna in Slovenija bi se ji težko izognila. Ampak kriza bi bila veliko krajša in manj boleča, če ne bi bile v ključnem obdobju narejene tako grobe napake. In zdaj nam ljudje, ki so neposredno odgovorni za to ekonomsko-politično katastrofo, predpisujejo recepte za zategovanje pasov in nas učijo, kako voditi fiskalno politiko države. Evropskemu in slovenskemu neoliberalizmu je uspelo izkoristiti krizo za zmanjšanje pravic delavstva, za zmanjšanje socialnih pravic, za razgradnjo socialne države. Zadnja 2 dneva so predlagatelji tega zakona in njihovi simpatizerji tožili nad usodo invalidskih podjetij, brezposelne mladine, prekernih delavcev, policistov. Če bi govorili
govorili o socialnih prejemkih, bi ti isti politiki, ki so predlagali in sprejeli znameniti ZUJF oziroma ga ohranjajo pri življenju, verjetno izražali spet veliko skrb za revne, za žrtve poplav in podobno. Po drugi strani pa nihče niti ne trzne z očesom, ko predlagate prisilni jopič, ki bo zadušil in uničil socialno državo. Edina dobra stvar pri fiskalnem pravilu je, da ga v obdobju krize ni treba uporabljati. Zato bi bilo edino razumno, če bi ga že uzakonili, da se ga določi kar se da fleksibilno. Predlagatelji zakona seveda ravnajo prav obratno. Izjemne okoliščine so opredelili kar se da togo in strogo. Fiskalno pravilo naj bi se nehalo uporabljati le v primeru, ko bi prišlo do 3-odstotnega padca BDP v enem ali 2 letu skupaj. Spoštovani, Slovenija je po letu 1992 tak padec BDP-ja doživela samo v letih 2009 in 2000 ter 2013 skupaj, pa še takrat samo za las, ker se je v obeh 2 letih skupaj BDP zmanjšal za 3,6%. Danes se redko kdo spomni, da smo imeli v letih 2010 in 2011 že pozitivno gospodarsko rast. Ampak, če bi takrat veljalo fiskalno pravilo, kakršnega predlaga SDS, bi morali že v teh letih radikalno zmanjšati porabo. Po takem scenariju bi Slovenija že 2 leti pred ZUJF-om spet padla v recesijo. Ali si sploh kdo predstavlja, kakšne bi bile socialne posledice? Če kdo misli, da smo tako daleč, da ne more biti slabše, se moti. Priložnosti za nazadovanje je ogromno. Če bi mi od leta 2010 uporabljali fiskalno pravilo, kakršno je tukaj predlagano, bi bile naše razmere zdaj bistveno bolj podobne razmeram v Grčiji, kot si mislimo. Pri nas je socialno ogrožena petina prebivalstva, v Grčiji 35%. Pri nas je brezposelnost na ravni 11%, v Grčiji 26%. Predlog zakona o fiskalnem pravilu pa je recept za grški scenarij. Na ta scenarij v Združeni levici ne bomo nikoli pristali, na ta scenarij ljudje v Sloveniji ne bodo nikoli pristali, tako kot niso pristali Grki, Španci, Hrvati in drugi evropski narodi. Tega je evropskim ljudstvom preprosto dovolj. Ali se res nismo nič naučili iz katastrofalnega leta 2012 in druge SDS-ove vlade? Tokrat se obračam na vas, koalicijske poslance iz stranke Mira Cerarja, ki si še niste umazali rok. Železna ekonomska zakonitost je namreč, da v krizi moramo povečevati proračunsko porabo, če ne se bo gospodarska aktivnost zmanjšala še bolj, kot je to neizogibno zaradi ekonomskih nihanj. Če se bo zmanjšala aktivnost, se bo seveda povečala brezposelnost in socialne stiske, s tem pa tudi socialni izdatki. Vsakič znova se pokaže, da je javno porabo najlažje zmanjšati pri prebivalcih, ki se temu ne morejo organizirano upreti, pri tistih, ki potrebujejo takšno ali drugačno vrsto družbene pomoči. Leta 2011 in 2012 se je to še 100-tič potrdilo. Najprej so se zaostrili pogoji za pridobitev socialne pomoči in varstvenih dodatkov, tako da je samo med januarjem 2011 in 2012 se je zmanjšalo število prejemnikov socialne pomoči za 10%, število prejemnikov varstvenega dodatka pa kar za 64%. Potem je bil ZUJF-om znesek denarne socialne pomoči znižan zgolj na 2/3 minimalnih življenjskih stroškov. Ta ureditev se ni spremenila, čeprav sta se od takrat zamenjali že 2 vladi in 2 vladajoči koaliciji. Na tokratno polagamo upe, da bo vendarle kaj drugače. In če preidem k sklepu. V fiskalnem pravilu ni ničesar, česar preudarna fiskalna politika ne bi uporabila kot sredstvo za preprečevanje napihovanja finančnih in nepremičninskih balonov ter nesmotrnega zadolževanja podjetij, ki za kratek čas ustvarja navidezno zaposlenost in blaginjo, že na srednji rok pa socialno opustošenje. V normalnih ali dobrih časih pa fiskalno pravilo pomeni manj sredstev za revne in ranljive, manj delovnih mest v javnem sektorju, slabše zdravstveno varstvo, slabše javno šolstvo, privatizacijo javnih storitev. Zato je fiskalno pravilo nesprejemljivo in ga ne bomo podprli. Scenarij predlagateljev je že dlje časa znan. Sindikate razbiti, delavce sprejeti med sabo in jim odvzeti pravice, revne ponižati in nadzorovati, uvesti apartheid med revnimi in bogatimi na področju zdravja in izobraževanja, gojiti družbo neenakosti in strahu za preživetje, potem pripeljati drugo republiko in velikega vodjo. Predpogoj za vse to pa je, da ljudem odvzamejo ekonomsko in socialno varnost. Ta politika je v zadnjih letih že 3-krat dobila nezaupnico. SDS-ova vlada je razpadla zaradi ljudskega odpora. Državljanska lista Gregorja Viranta, ki je bila nosilka neoliberalizma, na zadnjih volitvah ni dobila niti odstotka.
Pozitivna Slovenija, ki je nadaljevala vse zgrešene Šuštaršičeve projekte, ZUJF, slabo banko, privatizacijo, Slovenski državni holding, se je sesedla sama vase in pogorela na volitvah. Kdor nadaljuje s tako politiko, dela v nasprotju državljanov, kdor dela v nasprotju z voljo ljudstva, pa ne bo dočakal mandata. Hvala lepa. Besedo ima poslanska skupina Nove Slovenije – krščanskih demokratov, zanjo gospod Jožef Horvat. Spoštovani gospod minister, dr. Mramor, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi. Moram si vzeti malo sape. Lani, točneje 23. maja 2013 je bila izglasovana, oziroma 24. maja 2013 je bila izglasovana ustavna sprememba 148. člena Ustave Republike Slovenije, po katerem je prišlo do zapisa fiskalnega pravila v ustavo. To ustavno določilo zavezuje